Projektni forum 2023. Prihodnost projektnega menedžmenta, integracija umetne inteligence in človeškega znanja. Letos Slovensko združenje za projektni menedžment praznuje 30-letnico. Sedanjost projektnega menedžmenta je v pomembnem delu tudi rezultat preteklosti, tako kot bo prihodnost v pomembnem delu opredeljena sedanjostjo. V tem času je združenje prehodilo eno pomembno razvojno pot in lahko rečemo tudi pomembno prispevalo k razvoju stroke projektnega menedžmenta. Smo bili med prvimi, ki smo povezovali projektni menedžment z strateškim menedžmentom. Na nek način s tem postavili eno pomembno prelomnico v razvoju slovenskega združenja za projektni menedžment in pa tudi stroke projektnega menedžmenta. V zadnjih 20 letih pa seveda projektni menedžment ob strateški veljavi dobiva še ene nove razsežnosti. Prihodnost bo pomembno zaznamovana tudi z umetno inteligenco kot sposobnostjo sistema, da natančno interpretira podatke, se iz njih uči in naučena uporabi za doseganje določenih ciljev in izvedbo aktivnosti. Zato osrednja tema o integracijah umetne inteligence človeškega znanja. In zanimivo vprašanje, kako vidimo prihodnost umetne inteligence? Če sem zelo iskren, pravzaprav še ne znam dati točno odgovore na to vprašanje. Znam pa dati odgovor na vprašanje, ali pa bolj na misel, da danes se moramo o tem pogovarjati. Zakaj? Umetna inteligenca je na velika vrata stopila v naša življenja v zadnjih, lahko rečemo, 6 mesecih. Seveda je prisotna in je z nami že zadnjih 5 ali več let, vendar jo na tak način kot zadnjih 6 mesecev ne praviloma ljudje nismo zaslutili in nismo razumeli. Danes se o umetni inteligenci pogovarjamo ogromno, bistveno več, kot smo se kadarkoli v preteklosti. Vemo, da bo spreminjala naša življenja, vemo, da bo spreminjala tudi poslovne prakse, seveda tudi na področju projektnega menedžmenta. Na kak način, na kateri segmenti vse, v kolikšni meri ne znamo povedati, ker je tako sveža, tako nova ta tematika, da pravzaprav potrebujemo tudi sami nekaj časa, da jo dojamemo in razmislimo vse njene potenciale in razsežnosti. Vendar pa, ko smo razmišljali o tem, ali to tematiko obravnavati naslednjo leto na dogodku Projektni forum ali letos, smo rekli, vsako leto bo pravzaprav zamujeno leto. Projektizacija, ki sem jo prej omenil, pomembno vpliva in spreminja razmere tako na področju strokovnega delovanja na projektih, kot na področju projektnega menedžiranja, kot na področju organiziranja podjetij za podporo projektnemu delovanju. Na vseh teh 3 področjih, na vseh teh 3 stebrih, če tako rečem, vidimo velik potencial umetne inteligence, ki bo lahko v veliki meri razbremenila ljudi, ki so danes zaradi projektnega delovanja, zaradi vpetosti v to izredno kompleksno multiprojektno okolje, vse bolj obremenjeni, v stresu, pod pritiski in podobno, in verjamemo, da bi umetna inteligenca lahko v naslednjih letih tale pritisk na človeka v veliki meri razbremenila. O tem pa se je nujno sproti seznanjati. V pobudi AI for SI, umetna inteligenca za Slovenijo, se trudimo ozaveščati podjetja o pomembnosti uvajanja umetne inteligence v njihovo poslovanje in poskušamo združevati različne deležnike, ki se ukvarjajo z umetno inteligenco, to pomeni akademske ustanove, raziskovalne ustanove, uporabnike umetne inteligence in pa tudi ponudnike rešitev umetne inteligence. Nam je pomembno, da v bistvu prepričamo podjetja, da je uvajanje umetne inteligence celosten postopek in da se ga je potrebno pač tudi celostno lotiti. In zato tudi iskati primere dobre prakse uporabe umetne inteligence v realnih poslovnih okoljih. Danes smo ugotovili, da je večina delovanja podjetja že projektno. Imamo matrično organizirana podjetja, linijsko in projektno. In tle je pomembno, da pravilno delujemo, da pravilno ravnamo z resursi. Pri množici projektov, pri večprojektnem vodenju potrebujemo neko pomoč in to je digitalizacija. Brez digitalizacije se danes dobrega projektnega vodenja ne moremo več iti. In naš 4PM je prav zaradi tega uspešen, ker pokriva široko področje upravljanja tako s človeškimi kot s finančnimi resursi in omogoča različne metodologije, različen, tako imenovan agilen pristop k spremljanju različnih projektov. Zato ga uporabljajo tako podjetja kot inštitucije, javne inštitucije ali pa raziskovalne organizacije v Sloveniji in v Evropi. Naloge projektnega menedžmenta pri tem so jasne.
V zadnjih nekaj letih smo priča tako imenovani projektizaciji, kar pomeni krepitvi povečevanja številčnosti projektov na vseh področjih, v vseh organizacijah, v vseh tipih podjetij, kar pa pomeni, da je treba iskati nove rešitve za obvladovati te kompleksne množice projektov, ki predstavljajo blazen izziv za pravzaprav vse tipe organizacij danes. In Slovensko združenje tudi na tem segmentu se trudi in poskuša dajati ustrezne odgovore.